Dr. Blaž Likozar, kot raziskovalec na Kemiškem inštitutu ste vodja zanimivega projekta z naslovom Sinteza metanola iz zajetega ogljikovega dioksida z uporabo presežne električne energije. Najprej seveda vprašanje, kaj predstavlja metanol in kakšen namen ima v bistvu omenjeni projekt? Ja. Zdaj, namen tega projekta je večplasten in sicer rešuje več težav, s katerimi se Evropa sooča naenkrat. In sicer sam metanol, recimo, je zelo vsestranska kemikalija, lahko se uporablja tudi kot gorivo, recimo v gorivnih celicah ali tudi drugače. Predvsem pa, na kar smo mi ciljali, pa tudi se pravi s pomočjo, z uporabo neke neželene kemikalije, kar CO2 je, s tem se pač cel svet danes srečuje, pač proizvesti neko koristno kemikalijo za nadaljnjo pretvorbo. Se pravi, nekje, kjer lahko dejansko dodamo neko vrednost. Se pravi, ne gre se samo za neko recimo veriženje oziroma pretvorbe energije, kljub temu, da seveda je tudi to dejavnik, ampak vsekakor dobiti tudi neko kemikalijo, kar je recimo za evropsko kemijsko industrijo, ki je precej velika, zelo zaželeno. Se pravi, poleg samega metanola kot kemikalije in pač delnega nižanja emisij CO2 je pa tukaj še v bistvu na nek način shranjevanje te presežne energije, ki se pojavlja. Se pravi, v Evropi recimo eden izmed glavnih virov energije, ki je seveda tudi v porastu, so ti zeleni oziroma alternativni viri energije, ki pa ponavadi se pokažejo kot preko proizvodnje električne energije. Zdaj, sama narava teh virov je pa predvsem odvisna od nekih oscilacij, ali so to pač dnevne oscilacije, lahko so pa tudi sezonske. In seveda je želja pa nekako to porabo, odjem in seveda pač tudi generacijo te energije nekako uravnotežiti. In tukaj pride do izraza seveda recimo ta proizvodnja metanola, kjer kot enega izmed reagentov uporabljamo vodik, ki ga pa s pomočjo elektrolize dobimo iz teh presežkov električne energije. Se pravi, to nekako v kratkem je to jedro tega, kar projekt zajema. No, kot razumem, ima projekt tudi močno ekološko ozadje, ne? In se od njega obetajo primeren izkoristek določene industrijske panoge, ne? Tako. Kot omenjeno, ena izmed glavnih stvari je pač uporaba ogljikovega dioksida, ki je nekako neželen plinski izpust. Seveda moramo se zavedati prvič, da to gre recimo na točkovnih izpustih ogljikovega dioksida, recimo na termoelektrarnah, kot je tudi primer v projektu. In seveda utopično bi bilo pričakovati, da bomo na ta način rešili svetovni problem izpustov CO2, ampak lahko pa to predstavlja del rešitve. Se pravi, poleg same te ekološke note, ki se v projektu pojavlja. Se pravi, to, kar se razviti svet zdaj nenehno srečuje s temi obremenitvami, a ne, CO2. Tako. In zdaj to je vsaj nek korak v pravo smer, da nismo ves čas samo neki neto producenti ogljikovega dioksida, ampak da naredimo vsaj nek korak naprej. In pri tem recimo močno upnemo evropsko kemijsko industrijo kot neko gonilo razvoja. Pač razne iniciative na to temo se pojavljajo v največjih evropskih kemijskih tovarnah oziroma producentih že sedaj. Recimo uporablja se CO2 tudi za določene polimere, za razne druge aplikacije. Predvsem pa, kot pravim, gre za korak v ta pravo smer. Ne gre, da bi obljubljali, da bomo že v roku 10 let popolnoma prešli na CO2 kot vir surovin, ampak v nekako te mešanici energije oziroma mešanici kemikalije vsaj del teh snovi na osnovi ogljika zamenjali z temi na osnovi neželenih izpustov, ki smo jih do sedaj več ali manj samo spuščali v okolje. Se pravi, na ta račun, če se vrnemo k prvotnemu vprašanju, se okoristi kemijska industrija, projekt ima ekološko noto in pa seveda tudi mi kot družba oziroma kot si želimo seveda neko zdravo bivalno okolje oziroma vsaj iti v pravo smer.
Slovenija je kar precej obremenjena s temi izpusti CO2, ne? Ja, recimo do neke mere je, ampak pač to je, tako kot smo rekli, globalni problem. Zdaj, največji problem pri recimo ogljikovem dioksidu je pa to, da kljub temu, da mogoče so neki izpusti lokalni, se pa problem seveda širi tudi globalno. Od tod tudi v preteklosti tudi ni bilo pred taksacijo, ni bilo takega interesa, da bi se ta problem zelo kratkoročno ali pa hitro reševal. Ampak seveda zdaj te stvari se spreminjajo in glavna motivacija seveda pa je, da bo v prihodnosti uporaba CO2 tudi koristila tako ali drugače ekonomsko, se pravi podjetja, ki bodo recimo CO2 uporabljajo, bojo z tega naslova dobili določen bonus oziroma tista, ki bodo neto producenti določen malus, seveda. Ekonomija je pa tista, ki narekuje spremembe. Doktor Likozar, govorite, kot se zdi, o zelo obsežnem raziskovalnem delu. Koga ste vse pritegnili zraven, oziroma kateri podjetja, inštituti in tako naprej so videli tu neko priložnost prihodnje, in se pristopili k tem projektu? Ja, najprej je tu seveda koordinator iz Španije, IDEALS, ki že od same zasnove v bistvu so imeli zaupanje v projekt oziroma so nekako razpoznali aktualnost in smiselnost projekta tudi v okviru razpisov Obzorja 2020. Potem pa imamo v bistvu vzdolž celotne tehnološke verige oziroma verige vrednosti različne partnerje, se pravi tukaj imamo Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe kot nekako celotnega integratorja procesa oziroma tudi glavno gonilno silo za tem največjim rezultatom projekta, se pravi postavitvijo pilotnega obrata v Nemčiji. Potem imamo ta obrat v Lünenu kot podizvajalce, potem pa, če gremo kar vzdolž verige, imamo tukaj Univerzo Duisburg-Essen. Oni bodo skrbeli za zajem ogljikovega dioksida in pripravo tega toku, ki se ga nato napaja v reaktor. To so Nemci, ne? To so Nemci. Na strani vodika imamo Hydrogenics Europe. Oni skrbijo v bistvu za to, da s temi presežki električne energije se proizvaja vodik. Ta je kot drugi reagent vstopal v proces. Kar se tiče samega reaktorja, ki je pač tukaj srce procesa, bodo končni integratorji Carbon Recycling International iz Islandije, ki v bistvu imajo nekako tak največji obrat, ki že deluje na Islandiji, pri čemer tam ne gre za izpuste CO2 z naslova termoelektrarne, ampak bolj geotermalnega izvora. Sprav, oni bodo integratorji. Tukaj pa v bistvu je tudi glavna vloga Kemijskega inštituta, se pravi kataliza, reakcijsko inženirstvo, preizkušanje katalizatorjev, modeliranje samega reakcijskega procesa in seveda v končni fazi tudi njegova optimizacija. Se pravi, recimo konvencionalni postopki sinteze metanola potekajo iz sinteznega plina iz metana oziroma zemeljskega plina. Tukaj pa v bistvu namesto ogljikovega monoksida, ki je v sinteznem plinu, imamo opravka z ogljikovim dioksidom in od tod potreba v bistvu po reinženirstvu samega postopka. Poleg tega pa tukaj seveda, kar se samega reakcijskega inženirstva tiče, seveda je tudi sam katalizator oziroma pospeševalec pretvorbe nekako srce reaktorja in tukaj se pojavi še Cardiff Catalysis Institute kot partner iz Velike Britanije, ki v bistvu sodeluje že sedaj pri načrtovanju oziroma sintezi večjih katalizatorjev oziroma tudi več razredov katalizatorjev in pa Univerza iz Genove kot nekako dela pregled nad celotnim postopkom in pregleduje različne scenarije obratovanja v smislu ekonomičnosti, v smislu učinkovitosti procesa, se pravi proces kot celota, od začetka do konca tehnološke verige. Skoraj treba reči, da je zavidljiva mednarodna zasedba.
oziroma natančneje evropski partnerji, saj gre za evropski projekt. Kako pa ocenjujete raziskovalno potentnost teh vaših partnerjev? Mislim, da sama raziskovalna in razvojna možnost partnerjev oziroma njihova kapaciteta je ogromna. Konec koncev, če že začnemo recimo pri samemu postavljavcu reaktorja, se pravi Carbon Recycling International iz Islandije, če vzamemo v zakup, da so v bistvu oni operatorji največje obstoječe tovarne oziroma obrata na sintezo metanola iz CO2 na Islandiji, potem lahko rečemo, da imamo z tega naslova v projektu, kar se tega tiče, najboljšega partnerja v svetovnem merilu. Enako velja, če pogledamo po kapaciteti recimo Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe in njihovo recimo tudi svetovno mrežo, njihove prihodke, to je ogromen partner. Poleg tega tudi recimo Hydrogenics kot industrijski partner je eden večjih ponudnikov in na splošno inženirskih podjetij z naslova ne samo elektrolize, tudi gorivnih celic in na splošno recimo pretvorb in tvorb vodika. Se pravi, moram reči, da seveda poleg nas kot raznih raziskovalnih partnerjev, ki lahko tukaj veliko doprinesemo glede na naše že pretekle izkušnje tukaj, je zasedba industrijskih partnerjev izjemno močna oziroma upal bi si celo trditi, da med boljšimi na svetu. Koliko časa pa predvidevate, da bo recimo projekt trajal oziroma kdaj ga nameravate zaključiti, glede na to, da ste vezani v bistvu tudi na evropska sredstva oziroma na 2020, horizont 2020? Ja, tukaj, kar se tega tiče, precej prostih rok ni. Projekt seveda glede na samo pogodbo traja od 1. decembra 2014 4 leta, se pravi do 1. decembra 2018, in v tem času seveda morajo biti izpolnjene vse naloge, ki smo si jih zadali. Se pravi, od seveda recimo popolnoma raziskovalno-razvojnih v laboratorijskem merilu, ki ga recimo izvaja v tem trenutku največ Cardiff, z njihovo sintezo katalizatorjev in seveda našim prispevkom k reakcijskemu inženirstvu, izgradnji laboratorijskega reaktorja in seveda, tako kot smo rekli, v končni fazi po 4 letih obstoj pilotne naprave z veliko proizvodnjo metanola. Ja. Recimo ta projekt je lahko tudi neko posebno priznanje za Kemijski inštitut kot tak, pa tudi za slovenski raziskovalni prostor najbrž, ne? Ja, tukaj se moramo zavedati, da v bistvu te veliki partnerji, ki smo jih prej omenili, če ne bi nekako razpoznali smiselnosti tega projekta oziroma nas kot verodostojnega oziroma kvalitetnega raziskovalnega in razvojnega partnerja, absolutno na noben način k takemu projektu ne bi pristopili. Tako da od samih pogovorov do samega pisanja projekta seveda so vsi ti partnerji morali razpoznati smiselnost zgodbe, to, na kakšen način lahko oni od tega imajo določene koristi. Konec koncev gre za prvi večji tovrstni projekt na evropskih tleh, tako da z tega stališča popolnoma pionirski. Tako da mislim, da smo se od samega začetka priprave projekta naprej izkazali, kar tudi recimo na vseh konzorcijskih sestankih se pač pozna, oziroma partnerji to so hvaležni in to razpoznavajo. No in glede na to, da je začetna ideja o zasnovi konzorcija prišla prav od vas oziroma Kemijskega inštituta, ki bo v tem sodelovanju tudi veliko pridobil, ne? Na prepoznavnosti, kredibilnosti glede znanja in močno povezano z industrijo, je to nekako vodilo vas k tem močnim idejam in realizaciji? Poglejte, laboratorij za katalizo in kemijsko-reakcijsko inženirstvo znotraj Kemijskega inštituta v bistvu je že tradicionalno zelo močen na področju kemijskega in recimo še bolj v splošnem procesnega inženirstva. Z tega naslova imamo tudi odlične navezave znotraj Slovenije, recimo veliko sodelujemo s podjetji Lek in Krka in v bistvu
moramo reči, da tudi imamo ogromno preteklih izkušenj tudi z projekti prejšnjih okvirnih programov, konec koncev tudi še nadaljne poleg tega z naslova okvirnega programa Obzorje 2020. Tako da moram reči, sodelovanje z industrijo nam ni tuje, oziroma kot kemijskim inženirjem bi lahko rekli, da v bistvu nam je še celo domače, oziroma da se takih stvari radi lotevamo. Imamo zato odličen tim, odlični sodelavci, to je treba poudariti, in da moram reči, da pač veliko nam uspeva, oziroma stvari se drastično obračajo na bolje, tako da smo kar precej zadovoljni. Industrija pa ima velika pričakovanja najbrž, ne? Seveda, pri sodelovanju z industrijo je to pač drugačen svet, drugačna dinamika, ki ga mogoče nekateri raziskovalci, ki recimo pač se s tem ne ukvarjajo toliko, nimajo pogleda v ta način. Seveda, dinamika je popolnoma druga, zadajo se določeni roki in do teh rokov seveda je treba stvari narediti. In podobno je pač načeloma tudi seveda v evropskih projektih, tako da te stvari nekako ena drugo zrcalijo, ampak mislim, da kadar obstaja neko vzajemno zaupanje med partnerji, recimo, pač prej sem samo 2 slovenska omenil, sodelujemo pa še številnimi drugimi, ko partnerji industrijski razpoznajo, da pač imaš določena v tem primeru inženirska znanja, potem pač vse, kar moraš ti narediti, je v bistvu, da to zaupanje nekako upravičiš in pač probaš biti ne samo v Sloveniji čim boljši, ampak seveda pač poslanica za jutri je, da moramo biti čim boljši v evropskem in svetovnem merilu. Poglejte, doktor Likozar, raziskovalni inštituti se pogosto tožijo na zastarelost in pa izčrpanost že raziskovalne opreme. Me zanima, a bo vam uspelo, imate raziskovalno opremo, ki bo lahko kos vsem tem idejam oziroma poskusom raziskavam v okviru tega projekta? Vi ste zgradili pred leti ta Preglov center. Je to recimo nekaj takega, kar vam bo veliko pomoč? Ja, poglejte, moramo se zavedati sledeče stvari. Se pravi, vsekakor slovenski raziskovalci moramo biti vpeti tako v neko industrijsko ožje in širše okolje, kot v recimo okvirne programe sedaj Obzorja, oziroma pač tistih, ki bodo prihajali še naprej. Ampak moramo se pa zavedati, da brez neke domače podpore tukaj ne gre. Se pravi, neka infrastruktura vedno mora biti na mestu. Recimo, omenili ste Preglov center, gre tudi v bistvu za opremo, ki jo tako ali drugače prek sofinancira agencija. Gre se konec koncev tudi za raziskovalne programe in projekte, ki jih sama raziskovalna agencija ARRS financira, konkretno na Kemijskem inštitutu. In pač v našem laboratoriju smo zato iskreno hvaležni, ker dejansko recimo mi sicer trenutno več sredstev pridobimo s trga, kot jih pridobimo strani agencije, ampak moramo se pa zavedati, če teh sredstev v takem obsegu strani agencije ne bi pridobili, pač tudi ne bi mogli teh komplementarnih sredstev realizirati strani Evrope oziroma industrije. Se pravi, vedno se potrebuje neka relativno stabilna osnova financiranja, da se lahko potem tudi z drugih virov financiranja, recimo Evrope industrije, pridobi še dodatna sredstva in jih seveda mi tudi sami vlagamo nazaj v infrastrukturo, recimo reaktorski sistemi, analizna oprema, ki jo uporabljamo, je ogromno financirana tudi z drugih virov, ampak mora biti pa tisto osnovno stabilno financiranje, za kar seveda smo v agenciji večkrat hvaležni. Koliko raziskovalcev ste pa angažirali z Kemijskega inštituta v ta kar obsežni projekt? Ja, trenutno z Kemijskega inštituta oziroma z našega laboratorija nekako sodeluje tam okrog 10 raziskovalcev, delajo na različnih segmentih. Se pravi, tukaj imamo raziskovalci, ki se ukvarjajo tako z atomističnim modeliranjem, recimo na samih površini katalizatorja, do tistih v bistvu, ki se ukvarjajo z makrofenomeni samega toka tekočine po reaktorju.
konec koncev tudi do tistih, ki z naše strani sintetizirajo katalizatorje in pa se ukvarjajo z reaktorjem kot celoto, se pravi, izvajajo sam proces sinteze metanola, ga modelirajo in optimizirajo. Se pravi, ne pravim, da vseh teh 10 raziskovalcev je polno obremenjenih na projektu, ampak kar nekaj od teh jih pa je. Obsežen projekt seveda je, če govorimo o ceni oziroma o sredstvih, vreden dobrih 11 milijonov. Ne? Iz evropskih sredstev ste nekako dobili 8 milijonov pa pol, nekaj več. Kje boste, kdo bo financiral preostale manko? To v bistvu je še ena stvar, kjer se pokaže v bistvu, da tista industrija, ki pristopi k projektu, dejansko mora zaupati v sam projekt in v svojo dolgoročno korist. Tukaj govorimo o neposredni ekonomski koristi samega projekta. Se pravi, tudi če recimo na prvo žogo sam projekt oziroma sam obrat mogoče v danem trenutku, to je recimo konec projekta, ne prinese nekih konkretnih rezultatov, se moramo zavedati, da tudi ko pač industrija povsem iz lastnih sredstev postavlja nek obrat, pač prihodkov z tega naslova do tega, ko proces že nekaj časa teče, ni. Se pravi, vedno morajo podjetja verjeti in pač smiselno investirati pač v neko opremo, za kar pač strateško ugotovijo, da bi v neki bližnji ali pa mogoče malo bolj daljni prihodnosti z tega naslova dobila ali neko konkurenčno prednost oziroma kar neposredno ekonomsko korist. Drugače, če tega zaupanja ne bi bilo, nobeden izmed partnerjev ne bi bil pripravljen vložiti lastnih sredstev v to idejo. Gre se pa za to, da ta manko, ki ste ga omenili, seveda mora priskrbeti industrija. Taka je narava razpisa. Taka je bila narava razpisa oziroma projekta.